bom še narezal. Sam ne na roke. Salamoreznice, mesoreznice, električne mandoline. Super iznajdba, ki omogoča zelo tanko, precizno, hitro, enakomerno rezanje različnih živil. Prva salamoreznica je bila izumljena leta 1889, luč slovenskih kuhinjskih pultov pa je ugledala nekje v zgodnjih 70-ih. Vzdrževanje salamoreznic oziroma električnih mandolin je dokaj enostavno, a mora biti redno. Zakaj? Ko se režejo mesnine, masne stvari, ko se recimo reže zelenjava, nekaj, kar je mokrega, potem se vse tukaj takole noter lepo zataka in to ni higienično ne za uporabnika, niti ni dobro za mašino. Nož se tako vzame ven, vedno se prej prepričamo, da to ni vklopljeno v vtičnico, thank me later. Vse to se očisti z vlažno krpo, tale zobčnik pa je le najboljše podmazati kar z vazelinom. Čisto v redu. Pri teh je recimo isti princip. Spet, mislim, da sta noža celo ista. Ponovno, noža ne peremo v topli vodi, ampak v hladni, lahko s čistilom. Samo brušenje pa priporočam, da prepustimo profesionalcom, sploh kadar gre za valovit, torej narezkan nož, le ta potrebuje posebno tehniko brušenja, zato to naredijo drugi namesto nas. Pri rezanju suhomesnatih in trdih živil velja nastavitev čim tanjšega reza. Zakaj? Zaradi tega, ker je živilo trdo, avtomatsko pritiska ob rob in tako odebeli sam rez. Sploh, če je kakšna poceni salamoreznica. Pri rezanju mehkejših sestavin, kot je recimo posebna salama, pa velja tale trik, da recimo z kuhinjskim oziroma jedilnim oljem tale del tako malo namažete in tako bo samo to lepljivo živilo lažje padlo od noža. Salamoreznica je tudi super za hitro enakomerno rezanje rezin kruha. Razen električnega noža ni šans, da ga še tako enakomerno narežemo. Je pa res, da je kruh eno živilo, ki je znano po tem, da skrha nož na salamoreznici, zato če se v gospodinjstvu res reže veliko kruha, si potem mogoče samo zato umislimo eno tako malo bolj luškano, cenejšo in je problem rešen. Električna mandolina, zato ker reže krompir, kumarice, črnoredkev, in zelje. In še marsikaj drugega. Salamoreznico, itak da se da. To so te naše dive, ostre in lahko zelo okrutne. A rezultat, ki ga prinesejo v domačo kuhinjo, je dober tek. Se vam je dopadel video, ne? No. Ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker saj veste, itak, da se da.